V letu obletnic tudi snovalci tega slavja ob dnevu državnosti niso mogli mimo tega. Naključno izbrani dogodki iz preteklosti so kazali tiste ljudi, ki so predmet občudovanja številnih generacij, tudi te, ki letos zaključuje osnovno šolanje. Tako niso mogli mimo destroja, ki ga mladeniči in mladenke občudujejo vsak na svoj način. Prav tako je več kot le bežen vtis nanje pustila Manuela s svojim lanskim nastopom na Evroviziji. Tudi brez mažoret, ki delujejo že od leta 1989 in godbe ni šlo. Duh 30 let prejšnjega stoletja pa so ujeli s Tijardovićevo skladbo Radio Terme Laško. Spomin na Sokole pa so obudili s telovadnimi elementi. Osrednja pozornost pa je bila tudi letos namenjena podelitvi priznanj najboljšim, zlatim učencem. Župan je podelil še 3 kristalne globuse za izjemne dosežke. Niku Matku, košarkarski ekipi fantov osnovne šole Primoža Trubarja in mladinskemu pevskemu zboru Trubadurji. No, vsi ti nagrajenci že vedo, da bližnjic v življenju ni, kar je poudaril tudi letošnji osrednji govorec Rok Matek, domačin iz Rečice, ki je pred leti obiskoval šolo v Laškem. Zdaj si kruh služi kot poklicni dramski igralec in to ve zelo dobro. Podobno kot je vedel Radovan Gobec, ki je v predvojnem obdobju služboval v Laškem. In tudi njegova skladba Ena noč pod palmami je občinstvo popeljala v 30. leta prejšnjega stoletja, ko še niso vedeli, kaj vse čaka svet in vse, ki so ga krojili v prihodnjih desetletjih.